Na vrsti so vprašanje in pobude svetnikov. Prosim. Stojan. Hvala za besedo. Smo slišali, po eni strani lahko občinski inšpektorat kaznuje ljudi, ki meče nepravilno odlagajo smeti. Bi pa zelo rad videl, da bi bilo kaznovano tudi pravzaprav, ker drugače ne more biti to naše javno komunalno podjetje. Če spet pogledamo, na prejšnji sedi sem opozoril, da ne odlažajo smeti. Direktor ima polno nekih opravičil, ki se vidi, da ne držijo. Smeti pa vedno več. Če se misli tako stanje nadaljevati, mislim, to je, jaz dam predlog, da se to ukine, dejansko, da se ti ekološki otoki ukine. Po eni strani tu delamo, urejamo neke gredice, rože sadimo, na drugi strani ceste pa kupi smeti. Dejansko 14 dni že gledamo te smeti, ljudje pa veselo odlagajo še vedno ob tiste kesone. Tako da tu je treba nekaj narediti. Če lahko še jaz dopolnim tudi to, kar je že Stojan začel. Ljudje tu na Pohodski cesti se tudi hoduje, da že drugi teden niso odpeljali, kesoni so polni, pokrovi odprti, na tleh pač. In so upozorili šoferja, ko je prišel odvažati kante, ampak nič od tega. Zdaj, če smem, vidite sam, da sem zelo kritičen bil do direktora, do gospodarske javne službe, tudi okrog kosovnega zbiranja, ampak zdaj malo se moramo pa ljudje tudi sami sebe vzreti. Jaz bom zelo samokritičen in kritičen tudi do ljudi, ki si poslužujejo ekološke otoke za stvari, ki tja ne spadajo. Če želite, vas prosim, jutri vas povabim na kavo, pa gremo si skupaj pogledati 2 ekološke otoka. Eden je na Pohorski. Od kdaj naprej na ekološki otok sodijo popolnoma kvadratni meter stekla. Kvadratni meter stekla, no zdaj gospod Maks, ki prihaja z tega območja, me prikimava, verjetno se mimo pelil parkrat tako jaz. V ekološki otok en teden nazaj smo imeli pa kosovno zbiranje odpadkov. Torej popolnoma celotne okne, brez okvirjev, samo stekla, troslojna stekla spadajo v ekološki otok. Tegli za rože spadajo v ekološki otok, vozički, da ne govorim samokolnice, a to spada ekološki otok. Enako sem danes opazil na Dravčah, en del tudi tam, neke plastike velike, jaz se nisem stavil več tam, ker je neznosno, to je pa tisto, bodimo samokritični in pa kritični do ljudi, ali smo to uzeničeni, ni pa rečeno, da smo uzeničeni. Tu pa je upravičilo, da vsako svinjarijo pa tudi ne more odpeljati. Torej, če bi pokroji bili celi, je linija točno določena, kaj sme v ekološki otok. Žal, ne moramo ukiniti ekoloških otokov, zakonsko moramo po uredbi imeti na 500 prebivalcev en ekološki otok. Lahko se pa odločimo, zracionaliziramo ekološke otoke, to in zadostimo samo tiste, ki so po zakonu. In to razmišljanje sem vam že zdajnič povedal, da bomo morali jeti. Imamo zelo urejene ekološke otoke, zato ker so ljudje, ki tam živijo, ko nekdo pripelje, se je v stanju izpostaviti, odpreti okno, pristopiti do človeka in ga vljudno nagovoriti. Jaz sem tega sposoben in sem marsikomu že tudi povedal, ki sem ga slučajno sem prišel zraven in smo vljudno povedal, a to spada v ekološki otok. Bil je kolega Tim prisotni, nisem bil sam, sem se ustavil in sem osebi govoril, vljudno, to ne spada v ekološki otok. Če gre to v en pralni stroj, če po domače rečem, gre v en stroj skupnega našega podjetja kot Cerod in da pride od delca, ki tam ne bi smel biti na stroj, je 20 do 40 tisoč evrov škode, ko enkrat nekaj zlomi. In to, seveda zdaj stroški, zaradi tega pa imamo tudi tako visoke stroške, ko včasih govorimo o stroških komunalnih storitev. To je treba vse sortirati, to bi moglo biti pa sortirano. In mi imamo toliko možnosti, da to odlagamo. Doma imamo že dvojno ločeno zbiranje. Suho kanto, pa mokro kanto, možnost tudi biološke kante, za biološke odpadke. Tega se v Zeničani večino nismo poslužili, ker imamo možnost druge odlagati tudi v svoje kompostnike ali karkoli imamo. Ali pa gre v greznico, pa tisti, ki ima javno, tisti, ki imamo svoje, od tega ne mečemo. Imamo možnost odlagati odpadnih olj, odpadnih cun. To smo vse z svojimi vložki, z občinskega proračuna sredstva namenili za to, da imamo vse tam poštimano. Žal ne morejo ukrepati zaradi nadzora kamer.
vsakodnevno, zdaj, če se peljemo v petek, ko bojo komunalci recimo počistili, v ponedeljek je na ekološkem otoku, pa so podvojene kante na tem delu. Ja, a je tako hudo, če je ta ekološki otok poln, se odpeljati pri Modri dvorani, ali v spodnji trg, ali v zgornji trg. V samem centru Vuzenice imamo 5 ekoloških otokov. 5 ekoloških otokov. Eni so odlični, kot rečem, drugi so zasvenjani. Njeni 3 so tisti, ki so zasvenjani. In niso vse krivi tisti, ki odvažajo. Ekološki otok se odvažajo. Vete, ne bi vam govoril to, če ne bi imel nadzora nad tem, ne vem pa kaj skup, kakve frakcije mečejo. A mečejo steklo, plastiko, to, kar ste zanč upozorili, ampak direktor se je vzgovarjal na avto, okvara avtona, ampak pri nas vsak šofer, ki odpelje frakcijo stekla ta teden, se pride upisati v sprejemno pisarno, da je odpeljal steklo. Naslednjič, ko odpelje papir, se mora upisati, lahko preverite se, znam v našem tajništvu, se mora upisati, da je odpeljal papir. Takšno nadzor sem zahteval že in to ga odpeljujemo že kar nekaj let zdaj imamo. Da imamo nadzor, lahko ga gremo pa kontrolirati, da je res to pobral. Pa vremte, da marsikdaj se zapeljem tudi do Svetega Primoža na Pohorja, so tisti otok spraznani. Ampak žal v 2 dneh je to zopet napolnjeno. Me pa zelo čudi, teden po zbiranju kosovnih odpadkov imamo mi tam celotna stekla, imamo vozičke, imamo kontejnere, imamo ne vem kaj, še imamo zravno ekoloških otokov. Tu pa ne gre vse upravičevati in se hudovati na gospodarsko javno službo. Za vsakim odvozom stoji cena. Če nastaje strošek, direktor da v skupno maso in strošek je nastal, ki ga bomo plačali občani. A bomo samo Vuzeničani, vseh 5 občanov vseh 5 občin skupnega podjetja. Je pa res, da morda malo bolj doslednosti pri prevozu, to, kar je pa bilo upravičeno zadnjič upozorjeno, da se pa le treba ločevati tudi oni, ko pobirajo. Zdaj jaz upam, da je to bila samo enkratna napaka, ki so jo naredili zaradi objektivnih razlogov, ki so jih imeli z tovornjaki. Smetje so večni problem, no, težko je pa tudi naši inšpektorci slediti, če ne najde dokumentacije, a ga fizično dobi na mesto, ki je kaj takega v špiču. Drugače smo pa ljudje tisti, ki moramo se z prijazno besedo stopiti do človeka, ga opozoriti, v nasprotnem primeru pa tudi povedati, kdo je to bil. Vse pa obstajajo družbena omrežja, gledajte, zdaj vsak dan bolj aktivni smo na Twitterju, na Facebooku. Ne vem, morda bo pa kjer mogo se kdaj pojaviti na kakem takem omrežju. Vse to je možno, vse. Če samo v politiki se lahko pojavljamo tanger, pa ne zato, ko bi hteli. Če že stopiš na kako zemljišče, te nekdo hitro pribije. Treba pa še kakega občana dati uvednost komu drugemu, kdo počene lumparije. Verjamem, da ne vsi, so pa redke izjeme, ki to. Pa ne govorim, da so samo naši občani, morda tudi od drugod prihajajo in odlagajo stvari na naših odlagališčih, ki jih mi plačujemo in tudi plačujemo nove kante. Mi lahko letos lani smo že menjali 1-2 ekološka otoka z novimi posodami, tudi letos imamo 2 ekološka otoka namen nove posode, ki bojo zaprte, ki bojo imeli otvrtine. Ampak če je ta kozarec poln, če ga še dolivo, bo samo preteklo čez, več not ne gre. Enako tudi v tisti ekološki otok ne gre. Da ne bom danes odložil, bom pelal na. Tretja možnost je pa tista ali pa četrta, ki moramo na zato jaz govorim o kosovnem zbiranju odpadkov, ko je zdaj bil na 3-4 lokacijah v Vuzenici. Če imam jaz v avtu in verjamete, da sem tudi sam v neke stvari, ki sem jih mogel odpeljati v kosovni odpad, zdaj, ko smo ga imeli na Šentvidu, mi je najbližje bilo. Kilometra pa pol sem se peljal sem. Ne, te se pa še kar kilometra peljem do Karavaninga in ga tam odložim. Jaz takega načina zbiranja komunalnih odpadkov, ki je bil letos in preteklih letih, pač žal za mene ni. Morda za tiste, ki v neposredni bližini hiše stoji ta kontejner, tistih je zelo malo, vsi ostali moramo pa zagotoviti prevoz. Jaz nimam žal, pa verjetno večina Vuzeničev nima priklopljena prikolice, pa nima prikolic, nima kombija, najame nekoga ga pele, če ga pa pele že do vsem, ga bo pelel tam tja. To je pač moj komentar, še vedno nadaljujem tisto žgočo temo, ki sem imel na prejšnji seji. Hvala. Če jih lahko še jaz dopolnim. Dejstvo je, da zdaj dejansko spet niso 14 dni vozili. To je vse skupaj. Po drugi strani pa vidim, da se dejansko, to kar je že župan rekel, odlaga svašta na te otoke in bi bilo mogoče, jaz sem že pred leti dal eno pobudo, da bi se dali ene opozorilne table pred otoke, ker bi bilo jasno napisano, da kosovno odlaganje kosovnih odpadkov ne sodi. Ja, tako pa vidimo, enkrat so avtomobilske gume, drugič so
kaj se vem, otroška igrala, pa ne vem kaj že vse. In da se tudi jasno z tega mesta pove občanom, da odlaganje odpadkov na odlagališču na Karavanigu je brezplačno za tiste, ki plačujejo komunalne storitve odvoza smeti v naši občini in dejansko mislim, da tu vsaj velika večina je tistih, ki zavedno odlagajo samo tiste plastenke, pločevinke, papir in tako naprej, je pa eden, dva, ki pol skazita celo podobo. Stojan, ti si že htel. Jaz sem htel povedati isto. Stvari niso bile operane 2 tedna. Ja. Mi lahko razgledamo seveda o tem, da ljudje nepravilno polnijo te kante, sigurno lahko razgledamo, ampak stvar je trenutno nevzdržna. Polni, vsi ekološki otoki so polni. Se peleš gor proti Primožu, se tu peleš. To stvar je pač treba nekako urediti. Tinko Pušen. Za letos je predvideno, da se bo poskušala prekategorizirati ena gozdna cesta v občinsko, to je za smer Priniš. Pa me zanima, če se na tem področju še kaj dela, pa kakšna stvar. Hvala. No, glih dan sem preklical sklice stanka, ki sem ga imel napovedanega za naslednjo sredo, torej za zadnjega maja, z občani, ki so lastniki zemljišč na gozdni cesti, ki je kolega Svetnik si jo predlagal. Torej v sredo smo imeli namen sklic 4 lastniki, samo mislim, da smo imeli 4 ali 5 lastnikov, je tistih, da imamo skupni sestanek z njimi. V primeru, da se bojo odločili, ampak žal v sredo zaradi moje odsotnosti v popoldanskem času ne morem, želena ura je bila po 16. uri, v sredo, da se dobimo, žal ne gre, bomo predstavili za kak dan ta sestanek. V primeru, da se bojo občani strinjali s tem, da bojo dovolili prekatorizacijo, torej njihovo zemljišče na tej gozdni cesti, seveda strošek bo naš, da bomo naredili meritve in postopek speljali z prekatorizacijo, ampak prvi pogoj je, da se občani, tisti, ki so lastniki tega zemljišča na gozdni cesti, v brezplačno uporabo ceste v občinsko. V tem primeru bomo šli v odmero in nadaljni postopek, jaz upam, da tisti bo bolj hitro stekel. Potem, da v letošnjem letu je v planu, torej na kratko odgovor za prekatorizacijo, ampak pogoj je v tem, da se občani lastniki zemljišč odpovejo plačilo za zemljišče, ki je zdaj. V bistvu funkcija ceste bo ostala funkcija ceste, edino kar še zna biti zakon na nepremičnine, ki bo prišel, bo jih še dodatno obremenil z zemljiščem, ki jih imajo. No, torej, en tak pogovor imam sklican, sem imel za v sredo, dan sem pri tajniku preklical, da zdaj žal v sredo ob 16. uri ne gre, sem odsoten, da bomo to predstavili za kak dan, pa da se pogovorimo. Dobro, se bo naslednje seji. Točno. Hvala. Hvala, že. Pobuda. Na križišču gor ni več označbe za pokopališče. In tujci, ki prihajajo ali na pogreb, ali na obisk in tako naprej, ponavadi zaidejo v Buzenico, potem pa seveda iščejo pokopališče, najdeš staro pokopališče, ampak to ni to. Javno komunalno podjetje verjetno je tisti, ki bi to mogel postaviti. Kam je ta tabla zginila, ne vem. Bila je, ampak zdaj ni vse. Kaj, ko gradijo tiste temelje za spomenik? A to bo zdaj, dobro, vse. Bila je, ne pa že dolgo je ni, ampak vse to ni pomembno. In če bo, mora biti mečken bolj tu pri tušu, pa ne samo ena, ker oni ali gre naprej, ali pa dobi recimo iz Maribora informacijo, da je prvi odcep od tuša, normalno gre v Buzenico. Tako da bi bilo fajn, da je to narejeno. Ni to neki velik vložek, ampak je takole. Poveli še točka razno, takrat bi potem še eno drugo zadevo. Hvala za pobudo na mesto. Stvar sicer ni tako strašno enostavno. Na lokaciji, ki je bila zdaj postavljena
tabla bo lahko še enkrat postavljena, oziroma če so jo investicije, mislim, da to investicijo pelje za eno postavitev enega spomenika občina Muta z dovoljenjem lastnika zemljišč in obcestnega pasa Direkcije Republike Slovenije, ki je tudi lastnik in ima svoje predpise, koliko strani z njihovim dovoljenjem lahko postavimo. Torej, Svet za preventivo bo to proučil, tudi Srečko napišemo vlogo, tudi se pogovorimo s sosedno občino Muto, interese obeh dveh občin, skupno pokopališče imamo, zemljišče je, če ni od direkcije, od občine Muta v tistem pasu, tako da pobuda je dobra in bomo v najkrajšem času rešili, prestavili tudi tablo niže, če se bo dale, če bomo dobili dovoljenje, v nasprotnem primeru pač bomo podali tudi odgovor, kakega mu z direkcije dobro. Hvala, stoj. Jaz sem vam vprašal, kak je za izgradnjo širokopasovnega omrežja na Svetem Vidu, na tistem delu, za Coklo. Hvala za vprašanje. Zdaj, mi imamo v proračunski postavki tudi nekaj sredstev namenjenih za širitev širokopasovnega omrežja. Vemo, da v preteklih letih smo in na Primoškem delu in na Šentjanškem. Zdaj, ena zgodbo smo že dorekli, to je ta del, ki se tiče Šentjanškega dela proti Trbonjem. Oseba, ki se je kmetija Trančkar, ki so se preselili oziroma želijo imeti stalno prebivališče v tistem delu, nimajo nobenega možnosti telekomunikacijskega omrežja in v tem delu smo mi zdaj že dogovorili, da bomo nekako z vložki, ki jih daje občina v kable, v cevi. Zemeljska dela bo oseba sama izpeljala. Gre za kar precej dolgo traso in naš vložek bo tam nekje okrog 1500 do 2000 evrov. Ne glede na to, da smo že v lanskem letu en del cevi pa teh zemeljskih del naredili sočasno takrat, ko so elektro kupovali en kabel. Tu gre za precej daljšo razdaljo. Na odgovor kolega svetnika, gospoda Helbla, je pa ta, da smo poslali lastnikom izgradnje tega omrežja, torej Telekom, GVO, to vprašanje že kar parkrat in odgovor na to zelo dolgo ponovadi od njih hodi. Narisali celo traso, kateri del Svetega Vida ni spadal takrat v območje teh belih lis, precej nepokritosti je in mislim, da če naštejem, so 2, 4, 6, 7 stanovanjskih hiš, ki te povezave nimajo. Torej, jutri, tajnik mi je prišepnil dopolniče tega, prej nisem vedel do 12. ure, jutri se oglasijo na naši občini, da dobimo kaj več pojasniti, kdaj in na kakšen način. Pomembno je predvsem to, če je dovolj vlaken od tistih zadnjih hiš, ki imajo zdaj to omreženo, če je možnost to graditi, kak je finančni vložek, potem se bomo pa z občani zopet sestali. Naš del definitivno strani občine bo v enaki meri, ko je bil tudi za ostale občane, tiste, ki smo naknadno. Vemo, da tistem velikem projektu izgradnje OŠO sistema je bilo 100% pokrito z Evrope denar. Zdaj ta del pa mi vsako leto, vse tistim, ki nimajo možnosti in sami vemo, da nimajo. Tako da do naslednje seje bo zopet kaj več veden. Če bom pa jutri kaj več vedel, pa bom z veseljem informiral tudi tebe, kolega Svetnik. Hvala, Stojan Gobec. Smo zavljali eno pobudo še na Mladinski ulici. Je javna razsvetljava, pravzaprav najstarejše vozenice, tisti stebri, ko smo župan smo enkrat že gledali te stebre, na spodnjem delu so pravzaprav vsi zelo rjavi in mislim, da je bilo dobro pogledati, pa če se da kaj sanirati, dokler so še uporabni pravzaprav. Hvala za pobudo. Malo bomo morali tudi strokovno dati pregledati, glede na to, da je višina teh stebrov za nosilnost visoka in seveda smo tam že tudi skupaj opažali lanskem letu že, da je nekaj prerjavelo. Zdaj, če je stanje tako, da ne ogroža kakega podrtja, bomo vsekakor pristopili. Uporabljam in tu moram pohvaliti srečno izbiro letošnjih javnih delavcev, ki so zelo koristni, ne samo v centru Uzenice, tudi na ostalih predelih celotne naše Uzenice. Upravljata svoje delo in vidite, da v zadnjem času smo tudi v tem tednu pobarvali zopet vse plakatna mesta, vsa korita po Uzenici, večino jaškov in propustov na celotnem Šentjanškem, Šentviškem in Primoškem delu so se očistili. Nalog je precej košna, pri Device Mariji, pri Pistringradu tudi. Celotna okolica se ureja z njihovo pomočjo, zalivanje javnih površin.
Tako da uporabimo predvsem javna dela, da pravzaprav samo z barvami pa tisto, kar gre zraven. Obljubim, da bomo že v prihodnjem tednu tudi pogledali na to stanje teh kandelabrov, pa bomo poskušali urediti, da bojo vse vzdržali še nekaj let. Hvala. Če ni, pol prehajamo na 10. točko, to je točka razno, imamo par zadev, nekaj ste dobili tudi z gradivom. Prvič je posamični program prodaje nepremičnin, se pravi zemljišča v obrtni coni Vuzenica. Zdaj tu je bila že pred kratkim tudi pobuda tega odbora za gospodarstvo, malo gospodarstvo, da se nekako po nižji ceni tudi ta zemljišča prodajo, glede na to, da prva dražba ni bila učinkovita, tako da zdaj je to, mislim, da napravljeno, pa bo Sašo na kratko predstavil. Se v bistvu ni dosti kaj več za dodati, več neuspešnih dražb je bilo. Mi znižujemo z sodnim cenilcom izhodiščno vrednost na dražbah, tako da celo skoraj 50% nižje napram tisti prvi cenitvi bojo zdaj cene teh zemljišč, 4 zemljišč. Tu imate posamični program prodaje nepremičnin predstavljen z kvadrati, z sedanjimi cenami. Metoda prodaje je javna dražba in v nadaljevanju je vzorc, kakšna javna dražba bo potem objavljena v uradnem listu in pa seveda speljana tu na občini Vuzenica. Hvala. Ima kdo kako vprašanje, pripombe? Kolikor ni, potem predlagam sprejem sklepa, in sicer, da občinski svet sprejema posamični program prodaje nepremičnin zemljišča v obrtni coni Vuzenica predlagani vsebini, kot so v gradivu. Kdo je za sklep, prosim, da ga potrdimo. Hvala, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Naslednjo imamo soglasje k prodaji objekta zdravstvenega doma Radlje. Gre za objekt v bivše zdravstvene postaje Podvelka. In sicer mi smo pred leti, 2-3 leti nazaj že dajali en soglasje za brezplačni prenos na občino Podvelka. Zdaj takrat se pač občine niso strinjale in je pred vami nov predlog tega. Pa bi kar glede tega, ko sem mislil podrazno, danes je na svetu zdravstvenega doma Radlje v Dravi bilo podano eno prošnja, namreč že 2012. leta so se na koordinaciji županov dogovorili okrog te stare stavbe zdravstvenega doma Podvelka. Ko je prišla novo stavbo, je stavba postala prazna, bila je neuporabna in tako naprej. In so se dogovarjali, dolgo let smo se pogovarjali, kaj bi se s tem naredilo. Na koncu je pa bilo določeno, da bi naj ta stavba šla v prodajo. In je bil zadolžen zdravstveni dom Radlje, da način prodaje izpelje. Seveda, bolj so bile različne zadeve, ki niso bile promptno narejene. Ocenitev, en cenilec, drugi cenilec in tako naprej. Zdaj je zadeva prišla tako daleč, da je ocenjena vrednost, da je dogovorjeno, koliko bi bila začetna vrednost pri javni dražbi, vendar je pravna služba ugotovila eno majhno pomanjkljivost, preden nego pride do tega. 3 občine imamo od 3 občinah sklepe sveta, da se to proda, oziroma da zdravstveni dom proda v imenu občin ustanoviteljic. Iz naše občine pa žal tega sklepa ni. To je samo zapisnik. Zdaj bo, na današnji seji. No pa to zato pravim, da smo prosili, da danes to določimo, da se proda v korist občin ustanoviteljic. No, tako bi povedal. Pobuda je bila strani zdravstvenega doma, dobili smo to, podžupan je sam povedal, kak sklep je bil leta 2012. Zdaj je pobuda drugačna, mi imamo pripravljen popolnoma tak sklep na pobudo, ki je prišla, in danes bomo sprejeli in naša občina je svojo nalogo upravila. Gre za to, da čim prej tu zadevo, ker bolj dolgo čakamo, manj je vredno. Od vas je vredno. Enostavno. Gradba sam java, zdaj. Ima kdo kako pripombo, da tak pa?
Pol predlagam sklep, da občinski svet občine Vuzenica soglaša s prodajo nepremičnine parcelna številka 125.0 kao Rdeči breg, 821 kao Rdeči breg, v skladu s tistimi šiframi, ki so noter v predlagani vsebini, tako kot je v gradivu priložen. Kdo je za tak sklep, prosim, da ga potrdimo. Hvala, ugotavljam, da je soglasno sprejet tudi sklep o prodaji objekta. Naslednja je informacija o spremembi projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, tretji sklop za območje občine Vuzenica. Zdaj dosti je že župan prej pod svojo točko povedal, tako da bi mogoče samo še kratko... Samo formalno. Tule sem sestavil en tak idejni dokument, kako se bomo teh sprememb lotili. Seveda bo tu še en kup dokumentacije potrebno, da se tudi na tem svetu to potrdi v okviru skupnega investicijskega programa in pa seveda na ministrstvu, da nam to tudi potrdijo in da se na ta način projekt spremeni. Se pravi, tu na prvi strani je neko stanje, ki je bilo sedaj v investicijskem programu z vključenim in vodohramom Štok, ki smo ga že izločili, če se spomnite, par let nazaj, in z tem vodom do prečrpavališča Kupljen, se pravi po Požarskem jarku in pa na Sveti Primož na Pohorju z vodohramom. Sedaj je predlog, da se iz razlogov, ki je župan že razložil, to izbriše, se pravi, da se to ne zgradi. Na tak način se investicija zmanjša za povezovalni vod Primož cirka 730.000 evrov in pa ta povezovalni vod do črpališča Kupljen cirka 500.000 evrov. Procedura bo še šla naprej, to dajemo v razpravo, to dajemo v neko predhodno informacijo in v bistvu sprašujemo za mnenje. In če se s tem našim predlogom strinjate, bomo s postopkom nadaljevali. Hvala. Ima kdo kako pripombo? Zdaj dejansko ta sprememba se dela tudi v soglasju z občani, kot je že prej župan v svoji točki povedal, tako da jaz mislim, da je tudi z tega vidika upravičena, tako da danes kakega posebnega sklepa ne bi, samo da se je občinski svet seznanil s spremembami projekta. Da dobivamo dovoljenje, da lahko vodimo postopek naprej za... Da se vodi postopek in da glasovali bomo pa o tem investicijskem programu, ko bo pripravljen, ali bo to na naslednji seji, pa v septemberski. Hvala. Potem mogoče čisto kratka informacija glede prodaje stanovanj na Svetem Primožu na Pohorju. To bo Timi. Ja, tudi tu so bile pobude. Večkrat smo neuspešno izvedli javno dražbo za prodajo stanovanja v objektu na Svetem Primožu, kjer imamo še v lasti eno stanovanje, ki pa je v zelo slabem stanju. Interesentov tam za najem, za neprofitno najemnino v zadnjih letih tudi nismo imeli, tako da zdaj po, mislim, da 4. ali 5. neuspešni dražbi bi predlagali, da gremo z nižjo ceno, se pravi, to nam tudi že uredba dopušča, da tudi znižamo na naslednji dražbi ceno. Hvala. Ima kdo kakve pripombe? Koliko je bila cena? Ocenjena vrednost je 24.000 evrov. Lahko se pa zdaj zniža po uredbi do 30% končne cene te ocene. To gre za stanovanje, ki ni sanirano po požaru na objektu. Je tudi že zdaj, kar mislim, da 3 leta prazno. Gleda, če ni, bolj soglašamo s tem. Dobili smo še en dopis sveta glasbene šole Radlja ob Dravi, ki se nanaša na mnenje glede bodočega ravnatelja. Boš ti seznanil? Ja, no, zdaj to gre v bistvu takega običaja. Mi nismo imeli smo prav na istem področju, ko se je šlo za razpis ravnatelja glasbene šole, veste, pred letom dni približno.
ko ste se na ta razpis prijavili dva, torej pridobite obrazložitvenega mnenja za imenovanje ravnatelja, torej predhodno mnenje želi svet zavoda od občinskih svetov za imenovanje ravnatelja. Torej, gospod je zdaj upravljal to v vlogi vršilca dolžnosti, zdaj je bil ponovni razpis in svet zavoda je na svoji seji tudi obravnaval. Gre za to, da zdaj je sam kandidat, ki se je prijavil, niti ni več 2-3 kandidatov in prosijo samo za obrazloženo mnenje o prijavljenem kandidatu, torej kandidat izpolnjuje vse pogoje, to je svet zavoda tudi potrdil. Za nas pa sprašuje zdaj za mnenje, če je ta kandidat ustrežen. Torej predhodno mnenje, seveda bo svet zavoda, je najvišji organ o tem odločal, občinski sveti bomo pa dali soglasje, enako ko smo dali za imenovanje direktora TIC-a in tako naprej. Gre samo za formalnost, ampak če smo že prvič lansko leto dali mnenje in takrat smo dali pozitivno mnenje obema kandidatoma, ne se svet zavoda sam odločil o tem, soglasje smo pa dali na izbranega vršilca dolžnosti do sedaj, tako da jaz mislim, da to je en sklep, predsedujoči, predlagam samo to, da dajem pozitivno mnenje na kandidata, ki je pa k sreči tudi edini. Hvala. Mi smo lani na 16. seji, glih 21.6. je bilo to tako, da malo manj kot eno leto dali pozitivno mnenje za oba takratna kandidata. Zgleda, da se svet hoče nekako informirati, da bi potem bilo tudi potrjeno na občinskih svetih kot tistih, ki potrjujejo. Tako da jaz predlagam sklep, občinski svet se seznani z podpisom sveta glasbene šole Radio Zdravi glede kandidata za ravnatelja in zavzel stališče, da je kandidat sprejemljiv in sprejemljive pogoje za vodenje glasbene šole in nimamo zadržkov za imenovanje ravnatelja, ne v skladu svoje pristojnosti izvede svet glasbene šole, naš občinski svet pa bo dal soglasje kandidatu, ko bo imenovan. Se strinjate s tem? Redo, hvala. Ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno sprejet. Tak, meni je gradiva zmanjkalo, ima še kdo drug kaj? Če smem še samo eno informacijo, da veliki napori in trud teče tudi v tej smeri, no to, kar smo že kar nekaj časa govorili, zdaj prihaja bolj do ene jasnejše slike, torej z Direkcijo Republike Slovenije in pa občino Muta, dogovor o izgradnji te povezovalne podkolesarske in pa peš poti do Dravske kolesarske poti. Seveda po projektantskih vrednostih in po zagotovilih direkcije, do kakšne meje bi pokrivali stroške, da vam povem, da gre za vrednost približno 70.000 evrov, samo kaj bi prišla povezovalni del, torej od gostilne Luršak pa vse do zgornjega dela cestišča, glede na traso, ki je naklon ceste, ki ne sme biti za kolesarje višji od 10% naklona in bi mogla biti podporni zid tako za zgornjem delu, da ne bi zgornja cesta padla, tako na spodnjem delu, da ne bo kolesarka dopadla. Dogovarjamo se zdaj samo o deležu, ki ga bi naj pokrivalo direkcija oziroma sosednja občina in pa naša občina. Zdaj, če bomo uspeli jaz mislim, da z minimalnim vložkom bi mi še šli, drugače pa še vedno bolj želimo in zahtevamo, da direkcija pokrije večino stroškov ali skoraj vse stroške za izgradnjo te povezovalne poti, kolesarke, v nasprotnem primeru enostavno verjetno naredil 3 pike, pa bom dokončal, se tudi ne vidimo v skupni zgodbi Dravske kolesarske poti Avstrija-Hrvaška. Toliko informacijo, trudimo se, vas je znanjem, samo da zdaj od direkcije je bilo en dopisni del zopet pred 2 dnevoma poslan, zdaj kakšno bo izhodišče, kako se bomo spogajali, kaj je potrebno, kje lahko zaracionaliziramo, gre pa za zelo velike denarje za ta povezovalni vod, vemo pa, da Vuzenica nujno potrebuje ta povezovalni vod, ne samo za kolesarje, tudi za tiste, ki odhajajo na pokopališče, ki imajo otroške vozičke, tisti, ki so invalidi, enostavno dostopnosti na on stran in do nakupovalnega centra, tudi na pokopališče in tako naprej več ni možno. Veste, da smo
2011-12 leta naredili tam ob tistih stopnicah eno pot, ki je takrat zadostovala za širino vozičkov, ki so bili takrat na tržišču otroških, zdaj so vsi širši in več ne ustreza temu, predvsem je pa klančina tako strma, da ga težko premaguje kdo gr, ne da bi sploh dol nazaj zadrževal. Tako da bomo videli, kaj bo, jaz vas bom obveščal, če bo potrebno tudi kakšna lastna sredstva, jaz mislim, da morali tudi to ugrizniti, enostavno poskušali bomo pa da čim več oziroma vse pridobimo iz direkcije. No, to bi bilo tudi korektno, glede na to, da projekte pa vse ostalo zdaj plačujemo, da ne bomo samo pri projektih ostali, potem pa izvedbe ne bi bilo. Hvala. Če ni kaj, potem bi vas seznanil, da predvidevamo pred dopusti še eno. A Bruno? Ja, izvoli, kar. Samo eno vprašanje še malo. Oziroma, kako napredujejo pogovori, če sploh glede tistih nepravilnosti na asfaltni proleki. Se že malo ponavljamo, ampak me zanima. Na glas. Tudi mi, zdaj tu bi počupan lahko dal odgovor, ki je tudi sam pisal na direkcijo tega odgovora zadnjega okrog tistih napak na asfaltnem delu, ki se je v lanskem letu izvedel, še nismo dobili. Dobili smo pa odgovor na neprav razumljeno in pa prav zastavljeno vprašanje, malo sem zakompliciral. Torej, z naše strani je šlo vprašanje takrat pri zavijanju Vuhred proti Gramoznici. Oni so na direkciji drugače razumeli, se nam odpisali po domače bedarijo, no zdaj je šel zopet dopis, Srečko je prejšnji teden odpisal čisto enostavno, kaj bi mi želeli, pa da nič ne nasprotujemo, samo tam rabimo en zrak. Tisti odgovor je prišel, ta drugi odgovor okrog sanacije tega cestišča pa ni prišel. Zelo žal mi je zato, ker so upravljavci te ceste prav ljudje, ki vsak dan prihajajo po te cesti, vsak dan so pregledniki na te cesti in zgleda, dokler da ne bom zopet dobil kakega obiska z Ljubljane, ki ga pa tudi v kratkem pričakujem, da bomo tisto obljubo, ki smo jo dali na državni cesti, nekako spejali. Čakam na termin že drugi teden pri direktorju direktorata v Ljubljani, pa še nisem dobil termina, da pridem do njega, da se dogovorimo o sanacije državne ceste Vuzenica-Vuhred oziroma do obljub Vuzenica-Dravče, ki bi naj v teh mesecih tudi steklo. Hvala. Če ni druga nasedanja, v mesecu juniju je predvidena še ena redna seja občinskega sveta. Predvsem moramo takrat izvoliti občinske nagrajence. Vmes se bo sestala komisija, ki je bila imenovana strani župana. Rok je včeraj oziroma predvčerajšnjem poteku, tako da bomo pristopili k delu in nekje sredi junija naj bi bila pa seja. Hvala, s tem zaključujemo sejo. Hvala za pozornost in nasvidenje.